Prejšnji teden, 18. marca, na 107. Zoomu, se pravi, danes smo pri 108. smo prosili naše člane, če bi kdo želel sporočiti karkoli, da bi objavili v našem letnem poročilu za leto 2022. In veste kaj? Želja se nam je uresničila. Pisala nam je članica iz Društva za srečno življenje Belis, in sicer za rubriko Odziv člana za letno poročilo. In sicer nam sporoča čudovite stvari. Želel bi danes na tem 108. srečanju z vami vsemi njeno sporočilo za vse člane, ki ste člani, srčni člani Društva Belis, to vsebino podeliti. In sicer piše: živimo v svetu dualnosti, kjer večini ljudi kronično primanjkuje iskrenosti, pripadnosti, zdravega razuma, srčnosti ter duhovnosti. Hkrati na drugi strani pa imamo presežke v tehnološkem napredku, v bogatenju posameznikov na položajih, kopičenju denarja, materialnih dobrin ter s tem povezane prevare, laži, izkrivljeno resnico, v obsegu izprijenosti ali, da rečem, kar norosti v smislu blišča in bede. To me navdaja z veliko in globoko žalostjo. Ko človek vse to gleda in opazuje, se kot posameznik lahko le z grozo zatopljen v svojih mislih in tudi sicer v vsakdanjem življenju nemočno utaplja v okovih državnega aparata. Torej, plavaj zvezanih rok in nog, če moreš, ob tem bodi poslušen, plačuj davke, povišuj dajatve, plačuj vse, testiraj se in se cepi. Če ne verjameš v sodobno znanost in cepiva, pa se cepi iz solidarnosti do drugih. In to z nepreverjenimi cepivi, ob tem pa si nadeni še masko in molči. To vlada brezsramno zaukaže. Pri tem sodeluje plesoče zdravstveno osebje, velika večina podkupljenih zdravnikov, mediji, šole in sodna veja oblasti ter drugi javni uslužbenci. Plačanci, ki namesto, da bi skrbeli in delali za dobrobit ljudem in za narod, se kot zadeti klovni smejejo nastalemu cirkusu. Smejajo se polnim denarnicam, ki so jim čez noč spremenile življenje in jim zameglile Življenja, ki končno dišijo po sanjah, četudi jim ga je omogočila prevara, tako imenovana pandemija SARS-CoV-19. Tako razočaran obupaš se zaveš ujetosti sistema, ki je zaradi bolanih interesov zlorabil moje in tvoje zaupanje. Zlorabil zaupanje vseh ljudi, ki smo verjeli v svobodno življenje in v svobodo življenja vredno Slovenijo. Nas, ki smo tako hrepeneli po neodvisnosti in pravičnosti. In ja, še verjamemo v našo deželo, še verjamemo v tak svet. Toda to ni iluzorni svet zanamcev, ki se bo rodil v prihodnosti čez 100 let, ampak je svet, ki mora postati takšen že danes in v prvi vrsti za nas. Ta kaotični sistem vladanja je za ljudi zelo, zelo nevaren in nezdrav, hkrati nam ga predstavljajo kot novo normalnost in ki ga je, hočeš nočeš, širša družba očitno že sprejela za normalnega, se človeku začnejo porajati vprašanja, je vse to resnično, kar se dogaja? Ali je vse le nočna mora? Kako je mogoče, da je do tega sploh prišlo in kako dolgo bomo še to trpeli? Kdo vse si to izmišljuje in čemu? Kdo so bolani in izprijeni umi, ki ukazujejo celotni populaciji in uničujejo življenja ljudem, prebivalcem zemlje? In nenazadnje, kaj je z ljudmi, da v tem sodelujejo in kako, da se ne uprejo? V vsej medijski gonji začetega in planiranega strašenja širše javnosti, prevar in laži sem izvedela,
za Društvo za srečno življenje Belis. Ko sem preletela nekaj prvih objav, sem instinktivno začutila, da gre za društvo, katerega želim postati član. Ko sem prebrala statut, je ta mojo odločitev samo še dodatno podkrepil. Spomnim se, ko sem prebirala in sledila objavam društva, ko so v času, nikoli prav zares razglašene epidemije, raziskovali in iskali vire resničnih informacij, ter vedno znova postregli z dokazi, da je vse skupaj prevara in da gre v ozadju za depopulacijo, za genocid in z njim povezan veličastni biznis. Vse to je potrjevalo moje občutke, saj sem ves čas čutila velik odpor in dvom v enostranske informacije javnega značaja strani politike, medicine, medijev. Hkrati je društvo delovalo na polno, pomagalo tako posameznikom kot organizacijam, podjetjem pri opolnomočenju, v podajanju informacij v pravem trenutku. Pomoč smo dobili v pravnih zadevah, pri katerih se marsikomu ni niti sanjalo, kako postopati. Saj, če nimaš potrebnega znanja, se ne znaš in ne moreš braniti ali kako drugače zaščititi. Ne znaš v takih situacijah primerno ravnati ne zase, ne za svoje bližnje. Tukaj imamo v mislih bitke v situacijah z varnostniki in vsemi drugimi javnimi uslužbenci. Pošte, trgovine, šole, zdravstvene ustanove, bolnišnice, domovi za ostarele, upravne enote, da ne omenjam vseh, ter vsakodnevnimi spreminjajočimi se odloki, ki jih je vlada sprejemala, kakor ji je v danem trenutku ustrezalo. Društvo Belis je svojo vlogo informiranja, sprotnega in budnega spremljanja doma in v svetu, nad planom agende in vseh vpletenih v javnih službah v času COVID-19 pandemije opravilo plemenito delo. Za svoje člane so izdelali potovalne listine, s katerimi smo lahko kot diplomati prehajali državne meje. Naj spomnim, v kaotičnih okoliščinah in v medijskem podajanju informacij glede testiranj so bili taki nesmisli, ko jih je vlada iz dneva v dan spreminjala ter prirejala pogoje različnim poklicem pri prehodu meja. Moj bog, kakšne igre so ljudje vse pristajali. Nadalje, opozarjali so na pomembnost povezovanja med ljudmi v prihodnosti, pomembnost samooskrbe v primeru izpada elektrike ali pomanjkanja dobrin. V sodelovanju in povezovanju z istomislečimi ljudmi so gostili člane ali simpatizerje društva, ki so bili pripravljeni svojih izkušenj in so svoje strokovne plati ponuditi znanje in informacije, nas poučili in opozorili na nevarnosti in pasti na različnih področjih, od pomembnosti medsebojnih odnosov, samooskrbe, zdravstvenih zadev in vse od rimskega do današnjega prava. Ljudje, ki nam je resnica sveta, si upamo s svojo iskrenostjo in srčnostjo pogledati nasprotniku v oči in govoriti odkrito. Reči bob, bob in kar mi je najbolj všeč, da to stori Mihael na svoj način, največkrat brez dlake na jeziku. Slednje je imelo še in ima blagodejni vpliv, saj je bilo marsikomu, tudi tistim, ki si niso upali povedati svojega mnenja na glas, v veliko zadoščenje in tolažbo. Velik poklon zakoncema Belis, ki veliko srčno in dobronamerno opozarjata ljudi na pravo pot, s predanostjo, z ljubeznijo in veseljem do življenja nista pozabila vsemogočnega Boga in po najboljših močeh uresničujeta svoje tuzemsko poslanstvo. Hvala, ker sta ustanovila Društvo za srečno življenje. To je društvo srčnih in iskrenih ljudi. Da, čutim pripadnost. Konec koncev sem med svojimi ljudmi. S hvaležnostjo, Petra. Draga Petra, iskrena hvala za tvoje sporočilo, za tvoje prepoznanje našega dela v društvu in z veseljem smo tvoje sporočilo, ki si nam ga poslala, dodali v letno poročilo za leto 2022 in upamo, da bo doseglo čim večji krog Slovencev, tako doma kot v tujini. Hvala ti iz vsega srca.